Zakaj se to dogaja? Zato, ker se lahko. Ker je on prvi mogoče na položaju predsednika vlade, ki tega položaja ne jemlje resno. Ki ne vlada, ki ne spremlja. Spremljate tedenski Safari, podcast, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi surikate, gnuji, bizoni, kavaški klan in ponoven celo Sandra Afrika. Ja, nadaljuje se pa že kar nekaj tednov odprta tema z področja policije. Lahko bi rekli, da se apetiti premierja Roberta Goloba po obvladovanju policije ne ustavijo. Spet smo bili priča tudi recimo temu intervjuju, v katerem je spet na drugačen način znova pojasnjeval in se spet, lahko bi rekli, tudi zapletal v svoj lasten klopčič o tem, kako pravzaprav poteka to dogajanje v policiji. Predlagam, da si kar pogledamo najprej to izjavo. Jaz mislim, da je prav, da oba najprej pojasnita javnosti, potem pojasnita tudi vsem ostalim, konkretno vladi, kaj se dejansko dogaja, komu to poročilo prejel. Po mojih informacijah je notranji minister prav danes odredil notranji nadzor. On počakal, da dobim to poročilo in potem se bom odločil naprej. Gospod premier, eno poročilo o nadzoru je na mizi že od avgusta. Žal moram povedati, da nisem bil seznanjen s tem poročilom. Zdaj, ko je stvar postala bolj javno znana, mi je meni tudi znano. Sem pa takoj, ko sem slišal, zato v zadevo jasno povedal, da se ne čudim njenim občutkom in se ne čudim tudi temu, da je mogoče na neki trenutku izgubila zaupanje v delo konkretne službe. Zakaj? Ker sem imel tudi sam podobno izkušnjo. Točno na tem primeru, ko sem sam ugotovil, da obstaja odtok informacij, ki je ogrožal mojo varnost, sem pričakoval ukrepanje strani takratne ministrice Tatjane Bobnar. Ona ni želela ukrepati. Tako, videli smo torej izsek iz intervjuja, ki ga je nacionalna radiotelevizija opravila s predsednikom vlade Robertom Golobom, kar je tudi, lahko rečemo, uvod v našo prvo temo. Teden pa bo z nama komentiral politolog in komentator dr. Sebastijan Jeretič. Pozdravljeni. Zdravo in hvala za vabilo. Malenkost. Videli smo tole izjavo, malo smo se tudi nasmejali. Zdaj, jaz bi postavil tezo, da Golobovi apetiti po policiji praktično od začetka mandata izražajo v bistvu njegove strahove iz prejšnje kariere, iz poslovne kariere in njegovih nekaterih spornih potez na vrhu GEN-I. A mu lahko verjamemo, ko takole pravi, da za poročilo ni vedel 3-4 mesece, zdaj, ko je pa to malo bolj javno odmevno, zdaj se pa tudi on seznanil s tem, glede na to, da ves čas posega v interes policije. Zdaj tako, čeprav mu je težko verjeti, glede na serijske laži, ki smo jih bili deležni, sem celo pripravljen verjeti. In zakaj? Zaradi tega, ker je on prvi mogoče na položaju predsednika vlade, ki tega položaja ne jemlje resno. Ki ne vlada, ki ne spremlja, ki ni dnevno nekako v akciji. Celo Marjan Šarec, ki je bil mogoče pol dneva na Facebooku in Twitterju, je vsaj spremljal dogajanje ali pa je imel ustrezne informatorje. Pri njemu pa čisto verjamem, da se včasih zgodi neka zadeva in da mu jo morajo prav v obraz kolegi vrž, da se z njo nekako seznani. Lahko, da mu je kdo kaj povedal, ampak mu je pač šlo mimo. Se pravi, da je dejansko bil tako zelo zavzet z potovanji, spremljanji športov. Tako, z Instagramom in tako naprej. Da enostavno nekega poročila, ki je prišlo ven avgusta do decembra, ni videl. Čisto možno. Robertina je funkcija tudi za polni delovni čas. Bolj pomembna kot funkcija predsednika vlade. Zdaj, neko moje opažanje v tem intervjuju je šel v stopnji agresivnosti, tudi te demagoškosti, ko v bistvu vsak stavek izgovori sebi v nasprotju s prejšnjim, ampak zelo suvereno, brez da bi okleval in dvomil, je postavil nek nov nivo na nacionalni televiziji. Zdaj tudi v izjavi, da je ravno zaradi CVZ-ja, se pravi tega centra, ki varuje ministre, bil ovaden, ker je na to opozarjal takratno ministrico Bobnarjevo. Oba dva, Lindav in Bobnar, sta ga v nekaj dneh demantirala, da o tem sploh niso govorili. Se pravi, serijske laži, ampak tle enostavno gre za karakter. On je že sam povedal, da on nekim upade v glavo, to butne, lahko se premisli že isti moment, ampak dobro si izpostavil, kar se tiče tega zadnjega njegovega govora. Prej smo tako poslušali, en dan nekaj je rekel, pa je pol čez 3 dni ali pa čez 2 tedna obrnil svojo zgodbo. Zdaj jo je sposoben obrniti že pri vejci, tako da je na pol stavka
lahko obrača zadeve zadnje čase. Ne. Po svoje že v samem intervjuju celo obrnil večkrat, ne, bi lahko rekli, ne, ko se je recimo odgovarjal na eno vprašanje, potem pa že dve vprašanji kasneje. Verjetno je tudi spremljal malo mimiko novinarjev, pa ugotovil, da nista jih najbolj sprejela to, kar jim je prodajal na začetku govora. Ne. Zdaj imamo konec leta v bistvu nemogoče razmere. Ne? Imamo premierja, ki je sam v intervjuju neposredno obtožil policijo, da v bistvu posreduje informacije kriminalni združbi. Ne? Na drugi strani imamo že mesece nazaj državno tožilko, ki preganja v tem najbolj odmevnem kriminalnem procesu Kavaškega klana, pač resen kriminal, tudi mednarodni, ne? Ki je opozorila na škandal, da jo nadzorujejo tisti, ki naj bi jo varovali celo med njenim zasebnim časom. In kaj? Imamo notranjega ministra in generalnega direktorja policije, ki pravita, da sta čakala 3-4 mesece, da se stvari uredijo same po sebi. V bistvu. Je zdaj pika na i, je glavni problem savna. Ne, kdo jo bo koristil od vseh teh, ki imajo, ne vem, imajo ali nimajo ključev za savno. Ne. Skratka, zakaj se to dogaja? Zato, ker se lahko. Ne, zdaj mi gledamo v Sloveniji ta popoln politični kaos, ampak večji del zahodnega sveta je v podobnem kaosu kot Slovenija. Ne. Pred desetletji enostavno ne bi bilo možno, da čeprav gre za en postopkovni korak, da bi direktor policije ostal na tem položaju. In jaz mislim, da gre tudi po drugi strani za popolno amaterstvo te ekipe, da zadevo niso ustrezno sanirali. Enostavno ponovili bi, menjali bi lahko tudi uradniški svet, pa si bi dali spet svoje ljudi noter, ponovili postopek, spet bi zmagal, ampak bi lepo odpeljal zgodbo in še povedal, kako spoštujejo sodišča in druge organe. Ne. Tako pa igrajo res neko čudno igro, zato ker si jo lahko privoščijo, ker ne poznajo tudi pravil delovanja v neki državniški politiki. Ne. Pa bom tako vprašal, ne, a je potem zdaj mesto Senada Jušića in posledično tudi recimo mesto Boštjana Poklukarja ogroženo? Koliko ogroženo je, nekako pritisk se mi zdi, da je iz tedna v teden večji, hkrati pa je tudi samo opažam, se mi zdi ta ofenziva svobode, predvsem svobode, v zaščito obeh tudi vsak teden večja. Kam se preveša recimo? Jaz mislim tako, kot smo opazili v preteklosti, mora biti res izjemno močen pritisk in mora groziti predsedniku vlade hud padec, da se odloči nekoga vršiti potem čez rame. To smo videli recimo na koncu pri ministrici za digitalno preobrazbo, ko je na koncu so bile lučke glavni problem, ne pa vse ostale neumnosti, ki jih je počela. Jaz mislim, da bo tle zdaj podobno, ampak v čemu je zdaj tlele moment ključen? Po tistem velikem padanju podpore je zdaj prišlo očitno do nekega rahlega preobrata. Če ne drugega, se je vse ustavilo, to padanje podpore. In jaz vidim tudi dosti več zdaj samozavesti spet v celotni tej ekipi. Skratka, bolj, dajmo reči, aroganten je lahko v tem zagovarjanju svojih ljudi, ne glede na vse medijske prispevke. Po drugi strani pa enostavno ni čisto nobenega resnega pritiska strani koalicijskih partnerjev, oboji se sicer distancirajo, ampak so sami tako na kolenih, da si ne morejo niti privoščiti neke ostrejše pozicije. Na tej točki bi jaz predlagal, da pogledamo še en kolaž izjav. Začne ga direktor direktorata za policijo, ki je mislim, da 15 minut našteval nepravilnosti domnevne, na katere so naleteli, ne? In potem, ko praviš, ne, da so pravzaprav arogantni v svoji obrambi, vidimo ta aroganco s humornimi implikacijami v izvedbi notranjega ministra in šefa policije. Uživanje alkohola in vožnje pod vplivom alkohola med delovnim časom, neupravičena uporaba službenih vozil, zaznani primeri prelaganja odgovornosti v primeru odtekanja informacij izven Centra za varovanje in zaščito, nepreglednost in nesledljivost pri izdelavi in evidentiranju različne dokumentacije. Poleg tega je bil ugotovljen tudi neustrezen način ravnanja s tajnimi podatki, napetosti znotraj centra, kar je v zadnjem času privedlo do večjih težav, ki jih ni mogoče več prezreti. Mislil sem in pač moje pričakovanje je bilo, da bi se nekako na mehek način skozi institucijo zadeve postavile na svoje mesto. Prepoznane so bile težave. Verjel sem, da se bodo zadeve z manjšimi posegi uredile, pa se žal niso. Žal je predhodno vodstvo na tem področju dela policije pustilo to
kar danes spremljamo. Ja, zdaj omenil si že mehka, ko smo pri mehkih pristopih, tudi mehek pristop koalicijskih partnerjev. V Levici sicer pravijo, da je to za poklukarja huje kot afera lučke za Emilijo. Na drugi strani v SD vsaj javno zatrjujejo, da je najmanj, kar pričakujejo, ponovitev razpisa za generalnega direktorja policije. Zdaj Svoboda, to je pa res mehek pristop, pravi, ogromno dela je še do 31. decembra, bomo to po novem letu. Kje smo zdaj? Imata sploh druga dva koalicijska partnerja kakšno težo v tej vladi? Čisto nobene. Zaradi tega, ker tudi nimajo nobene realne teže v političnem prostoru. Tudi nobene realne močne prihodnosti si ni zaobetati. Levica je celo na tem, da razpade, zaradi tega, ker bo levo krilo šlo malo po svoje in z enim krilom ne morejo prileteti nazaj v parlament. SDS se pa tudi ni nekako pobral, ostaja na tistih pozicijah, kjer si enostavno ne more privoščiti nekega resnega zaostrovanja, razen peščica ljudi, ki pa lahko gre kritično do vlade. In vidimo, ponovadi recimo evropskega poslanca, Nemca uporabijo ali pa tam mladega podpredsednika Goršaka. Skratka, uporabijo nekoga, ki ni na funkciji, ki bi bila recimo odvisna potem, od tega, ali bo Boštjančič dal denar v proračunu ali ne bo, ampak si lahko privoščijo torej neko distanciranje in s tem mislijo, da vsaj del svojih nekako pomirijo. Ja, Luka Goršek sem in tja, kaj tvitne, Nemec reče, ampak vse je to. Tu se zadeva zaključi in to je nekako bolj signaliziranje, po mojem niti ni toliko signaliziranje svojim, ampak gre čisto za to, da za svojo dušo napišejo, tako jaz sem se opredelil, nič drugega ne morem narediti, ampak danes sem poslušal zelo zanimive komentarje, dejansko s tem moralno težo vsega tega, nosijo sabo ravno Levica in SD tudi v prihodnost. Ker Svoboda je pač politični projekt. Mogoče bo podaljšal še en mandat, mogoče ne bo, ampak politične stranke so tiste, ki držijo neko politično kontinuiteto in tu je v Sloveniji zelo, zelo velik problem. Zdaj, Borut Pahor, mislim, da je pred časom omenil, da če želiš uspeti v politiki, moraš na neki točki biti pripravljen žrtvovati vse svoje službe hkrati. Se pravi, je SD tukaj pravzaprav pogrnila, da je preveč navezana na te službe, ali kaj je tisto, recimo, kar nekako jih pri tem vleče, vendarle se zdi, da že več mandatov, saj tako opažam, že več mandatov se nekako vedno nalepijo na neko to instant stranko in posledično nikoli ne uspejo zares prosperirati, ker pač če si zgolj, bom rekel, podizvajalec neke te instant velike stranke, enostavno ne moreš zares nagovoriti ljudi, da si resna alternativa. Jaz mislim, da je glavni problem SD-ja to, da ima prevelik del javnosti prevelika pričakovanja. Zaradi enkratnega šprica 2.8. Realno gledano je to stranka 10% skozi celotno tranzicijo. Najprej je bila podizvajalec LDS-a, bodi si v koaliciji ali pa tudi v opoziciji tisti mandat, ko je bila. Potem je imela en sam uspeh, ki ni bil uspeh stranke. Zmaga 2.8 je bila zmaga celega kupa enih okoliščin, ampak ključno je bilo, da je bil Borut Pahor sposoben najprej zasesti center in da se je potem celoten levi blok moral temu prikloniti. Ampak že, ko je sestavljal vlado, je pokazal, kaj si misli o stranki. Razen treh, ki so bili dejansko dolgoletni člani aktivni v stranki, so bili vse ostalo prišliki, strokovnjaki, ki jih je takrat pripeljal noter. Tako da realnost te stranke je točno to, kar ima. Ambicije so tiste, ki jo dušijo, ker bi rada poletela, ampak niti ne razume, zakaj je tisti uspeh 2008 prišel. Ker je prišel ne zaradi antijanšizma, ampak ravno nasprotno, zaradi sodelovanja v partnerstvu za razvoj takrat. Pa gremo potem še na gorivo za te ambicije, pa kar na finančno sanacijo stranke SD. Slišali smo gospodarskega ministra Hana, ki je zdaj predsednik SD, ta teden priznati, da ukolikor vile na Levstikovi, ki je nekdani sedež stranke, ne prodajo, so v bistvu na robu stečaja. To je tokrat prvič zelo jasno povedal. Zdaj, ponudbe so različne, KD Group, nekatera podjetja iz Osončja Martina Odlazka, te medijske skupine. Zdaj recimo, če vzamemo to varianto, da bi se dejansko Levstikova prodala nekje blizu Odlazka, tam se pač stvari v trikotniku sprejemajo. Martin Odlazek, Vesna Vuković, tudi Tomaž Vesel, to so sami kadri Svobode. Govoril si že o apetitih, ki jih ima Svoboda, da v bistvu požre vse, kar je na levem polu. Je to neka taka lahko v bistvu priključitev po vzoru LMŠ-ja SAB-a? Težko verjamem, zaradi tega, ker je pa kljub temu
v stranki cel kup ljudi, ki pa imajo tisto svojo, bom rekel, identiteto. In so še vedno ljudje, ki so imeli identiteto vis-a-vis LDS-a in tako naprej. Ne? Tako da jaz mislim, da to se ne bi tako enostavno zgodilo, ker gre pa tam seglih za, čeprav gre za majhno stranko, gre za stranko. Torej gre za ekipo ljudi, ki ima dolgoročno neko politično delovanje. Ne? Meni ni jasno, kako za vraga se je zgodila taka finančna luknja, kar se stranke tiče, glede na to, da je... Imaš kakšno teorijo okrog Nimam tega, kaj bi bilo teorije, ker najbolj jaz ne verjamem, zaslužno za to? tudi takrat, ko so Američani delali za nas leta 2008, je bilo to tudi drugače pokrito in je bilo tisto bolj, bom rekel, investicija nekoga v to, da pride do spremembe vlade, pa da se bo trg mogoče drugače obrnil in spet niso lih toliko koštali, da bi nastale take velike luknje. Ne. Tudi v prihodnje je stranka vedno bila na položaju, vedno pridobivala denar. Ne vem, ena zadeva, ki je zagotovo problematična, je zakon, ki zelo močno omejuje sploh financiranje političnih strank. Ne. In ker je stranka v nekem momentu pa bila v tistem valu, dajmo reči po zmagi 2008, je bila v valu velikih dogodkov, to kar koštajo zadeve, ne, ker takrat so bili po celi Sloveniji shodi, koncerti in tako naprej, tako da možno je, da so ustrajali v nekih stroških in da sistemsko tega nekako niso mogli pokrivati in se je to nabralo. Ne razumem pa, kako lahko pripeljejo do takšne točke, kot je, v kateri je danes. Zdaj, Peter, če bi lahko bila SD, ki se nam zdi ujeta v tej koaliciji, pa že v ne vem kateri koaliciji novega obraza, ne, tudi finančno v slabem položaju kot nek plen, ne, ima pa tudi zelo očitno Fata Morgano. Ne. Tako je, ne. Zdaj lahko bi rekla, da je neke vrste Fata Morgano predstavljala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ne, ko je gledala tisti parlament, ki je bil pol prazen, ne, čeprav bi nekako pričakovali na dogodek, ki se zgodi enkrat na leto, torej nagovor, recimo letni nagovor predsednice republike, bi pa vendarle se spodobilo priti tako strani, bom rekel, vseh poslancev, kot tudi vlade, ne nazadnje, takoj za njenim govorom, ne, so sledila vprašanja premierju in ministrom, torej ministri in premijer bi zgolj prišli, mislim, da pol ure prej, ne, ali pa mogoče 40 minut prej, torej ne gre za nek cel obrat vseh možnih urnikov, ne. Pa vendar, ne, smo lahko spremljali po eni strani, je tudi recimo njen predhodnik Borut Pahor omenja, da se je po svoje sama ustrelila v nogo s tem, ko se je recimo postavila na strani v samem sporu, ne, in potem malo krcala eno in drugo stran, ne, po drugi strani pa se mi zdi, ali povej, če se ti zdi drugače, ampak je tukaj precejšnja recimo neka ihtavost in nedržavotvornost, bom rekel, dveh ključnih političnih akterjev v državi, ne, pri čemer se eden zagovarja, češ ni moja predsednica, ker se ne oglaša, ko me napada krivosodje, in drugi pač je z njo itak v sporu in pravi, saj to je bil nagovor poslancem in jaz nisem poslanec. Torej, ta dogodek je simbolično velik znak krize demokracije slovenske. Ne, ker eno je osebni odnosi in tudi osebno nerazumevanje v politiki. Ne. Drugo pa je spoštovanje institucij. In spet smo v tem, da ni Slovenija edina. Smo v obdobju hudega kaosa celotnega zahodnega sveta, ampak taki momenti, kot so to, kažejo globoko krizo celotnega političnega prostora. In glavni razlog je seveda amaterstvo večine vseh teh akterjev. Ne. Še najbolj grozovito je amaterstvo predsednice državnega zbora. Ne. To je pa sploh cirkus iz tega, ampak jaz mislim, da je prejšnji predsednik Pahor dobro izpostavil ravno pri analizi Nataše Pirc Musar, da je to znak največje krize, da pride v dvorano in da ni torej ne vlade, ne opozicije. Zdaj, oboji imajo lahko neke svoje razloge, to politično prepucavanje in tako naprej. Ne. Opozicija ima precej razlogov zaradi delovanja predsednice, ampak kljub vsemu bi si želel v prihodnje, da ne glede na vse argumente, ki jih imela, da bi vsaj tiste tradicionalne politične stranke včasih pogoltnile kaj in namesto tega signala, da je nekaj narobe, seglih izrazile spoštovanje recimo funkciji, ne osebi, ampak funkciji predsednice republike in potem na nek drug način pa izkazali to distanciranje in izpostavili, da
so njene besede spet enostranske. Ne. Zdaj se kaže sicer pri njej nek majhen, dajmo reči, premik. Ne. Na začetku vlade je bila, na začetku mandata je bila popolnoma enostransko usmerjena, zdaj daje neke signale, da se trudi rešiti problem pokopov, povojnih žrtev in tako dalje. Skratka, dajmo reči, da je ugotovila, da tista enosmerna pot je že Danila Türka koštala drugega mandata. Ne. Tako da bo ona poskusila zdaj nekako drugače, ne vem, če je kapaciteta, da je to rata, ampak vsaj poskuša. No. Se jaz bi predlagal, preden gremo še v detajle, da pogledamo mogoče ta najbolj sporen v narekovajih del njenega nastopa, ko je nekako špiknila oba, ne, vodjo vlade in vodjo opozicije. Se mi zdi, da je v bistvu to željo, ne, udariti po obeh straneh ravno v tem nagovoru prignala do vrhunca. Da najvišji politiki aktivno spodbujajo odpor proti pravosodju, policiji in drugim institucijam pravne države, tako da jih označujejo za krivosodje in farso, pa je nevarno. Nevarno za stabilnost države in skupnosti, ki ji pripadamo. Primerjati sodstvo z mafijo ali obtoževati policijo sodelovanja s kriminalnimi združbami je nedostojno, nedržavniško in predvsem nedomoljubno. Zdaj, ena opaska, pa potem eno vprašanje. Opaska je, ne, da se pogosto komentatorji, tudi ki gledajo pač najin podcast, zaletavajo, ko včasih glede političnega sloga narediva usporednico Janša Golob. Ne. Tu je bil recimo en tak empiričen dokaz na tej ponedeljkovi seji podobnih metod. Eni odidejo v hipu tik preden predsednica spregovori, drugih že v osnovi ni v dvorano. Ne. In drugo, se vama morda zdi, ne, da je tak odmev, kot ga je pač predsednica požela s tem govorom, se zgodil tudi zato, ker sta na nek način obe največji stranki že v predvolilni kampanji. Na eni strani SDS s tem izhodi, ne? Na drugi strani, če gledamo delo Svobode v državnem zboru, zdaj zahtevajo umik tajnosti iz orožarskih dokumentov. Kar je SDS zahteval pred desetletjem. Ja. Je to, smo že globoko v kampanji. Jaz mislim, da smo itak v permanentni kampanji, da je to taka situacija. Ne? Ampak zdaj, če pogledamo ta govor predsednice, razen po bojkotu, ne vem, po čemu bi se ga lahko tudi spomnili. Torej, prišla je na njeno željo, pa ni pripravila terena. Najprej ni pripravila v ozadju terena, da zagotovi udeležbo osnovno. Drugo, ni pripravila terena za sporočilo, ki ga je mislila dati. Kaj je zdaj sporočilo? To njeno sporočilo, ki ste ga izpostavili, je iz nekega drugega desetletja, ko se je dejansko spoštovalo lahko organe. Ampak danes lahko ugotovimo, in v policiji, in v pravosodju obstajajo tudi kriminalci. Se ne pomeni to, da je celoten segment. Kaj je glavni problem? Problem je, da te organi sami sebe ne očistijo. In to je glavni problem avtonomije pravosodja. In zaradi tega sem malo mogoče pretirano rekel, da rabimo demokratično deratizacijo pravosodja, da mora od zunaj priti ta impuls, da se kar je normalno v vsakem sistemu, da se nekako odpravi. Enako velja za policijo. Zdaj se večkrat spomnim, ko je bil še moj tamali v vrtcu, je en dan prišel in je rekel, danes so bili v vrtcu kriminalci. Oni te dobri, ki lovijo te slabe. Dejansko so prišli kriminalisti na obisk, ampak tudi ne vem, če je lih hvalil, glede tega, da prihajamo z obale. Ja. Zanimivo se mi zdi to. Po eni strani imamo globoko poškodovano, recimo temu pravosodje, tudi recimo, morda v manjši meri, ampak delno tudi policijo. Po drugi strani gledamo pozive, ulične pozive, češ mi bomo, ko zmagamo volitve, bomo prišli na oblast, mi ne bomo reformirali pravosodja, mi ga bomo porušili do konca in ga znova zgradili, kjer se mi pa pojavlja, vsaj meni, ta strah, ki ga lahko gledamo recimo tudi na zelo podobno retoriko in verjetno tudi zelo podobnimi nameni, so tako na Poljskem kot na Madžarskem se lotili recimo prav tako pravosodja, ki je še izhajalo iz recimo do neke mere komunističnih časov, in se mi zdi, da je potem skušnjava v tem primeru, da bi naredil zgolj isto, samo obrnjeno v drugo smer, prevelika. Tukaj se mi zdi to zelo veliko tveganje, in ko govorimo o tem rušenju pravosodja, pravzaprav lahko zelo hitro pridemo v situacijo, ko bomo šli iz slabega še na slabše. To je izjemno tvegana zadeva, da se razumemo zagotovo. Ampak zdaj, kaj je zanimivo? Omenil si Poljska, Madžarska, torej vse postkomunistične države. Jaz sem se ravno pred kratkim pogovarjal z enim predsednikom sodišča avstrijskega, ki je rekel, da v njihovi, ko sem mu razložil, kaj se dogaja na določenih primerih, je rekel, da v njihovi vrsti valjda oni sami poskrbijo
zato, da se take sodnike umakne, obstajajo ukrepi, obstaja etični kodeks in tako naprej. So take sodniki na vrhu. Ja, in to je razlika. Ne? To pomeni, da kaj je problem? Avtonomija pravosodja je seveda nujna za eno uravnoteženo demokratično družbo. Ampak ta pravica do avtonomije prinaša tudi odgovornost, da sami sebe ustrezno očistijo in tega ne počnejo. In jaz mislim, da je dobro, da zdaj prihaja do pritiska, da prihaja tudi do realne možnosti, da se bo zgodilo nekaj tazga, kar omenjaš. Ker je to mogoče tisti pritisk, da se bodo pa zdrave sile znotraj sistema odločile recimo nekaj narediti. In da se bo pol dalo z neko mešano kombinacijo, da rečem, dajmo reči, ustreznega nadzora ali pa določenih ukrepov strani ministrstva za pravosodje skupaj z ljudmi znotraj sistema, ki si bodo upali pokazati na svoje kolege, ki ne delajo pravilno. Ne. Se pravi, da bi lahko, če te prav razumem, te Janševi shodi v Celju in ta, rekel, že kar divja retorika privedli do tega, da bi se prisililo pravosodne organe, da bi sami sebe to bi bilo daleč najboljše. Očistili. Jaz mislim, da bi bilo to daleč najboljše, ker kaj bi dosegli, ohranili bi koncept avtonomije pravosodja, ki je za moderno demokracijo seveda zelo pomemben, in hkrati bi dobili bolje delujoč sistem. Vprašanje pa, če ni anti-Janša refleks v teh pravosodnih krogih še hujši kot na vzorcu celotnega volilnega telesa. Ne? Verjetno je, ampak po mojem pa spet ne pokriva celotnega pravosodja. Pa tudi po drugi strani, ker tle ne gre samo za Janšo, gre za to, da isti akterji to počnejo do številnih drugih deležnikov, ki imajo opravka za sodišče. Janša je pač lahko skliče shod na ulici, ampak cel kup je podobnih primerov, ko nimajo te moči in ko potem lahko samo sedijo pred sodiščem s tablo in jih še čudno gledamo, kot da so neki klošari tam, ker jim je, ne vem, sodišče dejansko ukradlo vse, kar so ustvarili v življenju. Ne. Zdaj še k enemu simptomu tega časa, ki ga gledamo, in ti si že omenil Urško Klakočar Zupančič, dan po tem nagovoru predsednice republike smo videli še maratonsko 10-11 urno sejo z delovnim naslovom rušenje oziroma glasovanje o razrešitvi. Tudi ona ni zdržala, podobno kot dan prej ni bilo ne SDS-a, ne ministrov, je tudi ona povedala svoje na začetku in odšla in se potem vrnila na koncu po 10 urah. Očitek, če ga zelo poenostavimo iz strani NSI in SDS, je, da ni prva med enakimi in da v bistvu aktivno spušča nivo dialoga v parlamentu. Predlagam spet, da najprej ilustrativno pogledamo, kaj to pomeni v praksi, pa gremo potem pokomentirati. Tako butasti so argumenti, vaši kvazi argumenti, da niso niti vredni nekega odziva. Mislim, kaj tako, bom spet rekla, butastega pa še ne. In tudi tale sklep je butast. Tega butastega sklepa ne bom podprla. Glejte, gospa Klakočar Zupančič, v slovarju slovenskega knjižnega jezika je pridevnik butast opisan kot slabšalen izraz za nekoga, ki je omejen, neumen. Vi ste s tem poslance SDS-a, ki so to predlagali, označili, da so omejeni, neumni. Ne, popolnoma ni res. Kako, če samo v slovarju slovenskega knjižnega jezika je pridevnik butast opisan kot slabšalni izraz za nekoga, ki je omejen, neumen? Jaz se nisem nanašala na osebo. Jaz nisem govorila o osebi, jaz sem govorila o sklepu. Ampak sklep je nekdo pripravili so ga poslanci SDS-a. Jaz ne vem, kdo ga je pripravil, sklep je, govorila sem o sklepu, opisovala sem sam sklep, ne pa osebo. To zdaj lahko rečemo zelo diplomatsko pametno izmikanje. To je moderna psihologija, zdaj ko pravijo točno to, ne da ti rečem, ti si neumen, ampak to, kar si rekel, pa je neumno, da ločiš to od sebe. Zdaj tako, razmišljal sem malo, kako se nam je zgodilo, da je funkcija predsednika Državnega zbora degradirala do te mere. Jaz bi rekel tako, na eni strani senata KPK, to smo gledali nedavno, se izločajo člani, ki so, napisali 1 ali 2 posta o nekom in komentirali aktualno dnevno politiko, Na drugi strani imamo gladko in mirno predsednico Državnega zbora, ki si je v bistvu pred volitvami tudi z aktivacijo na družbenih omrežjih proti Janezu Janši prislužila v bistvu enega najvišjih položajev v državi. Kako ti vidiš to iskanje pozornosti in zame nek ekshibicionizem v bistvu? Ona je histrioničen tip po obnašanju in to je mogoče celo en del problemov, da ni primerna za to funkcijo. Ampak temeljni del problema je popolno amaterstvo politično. To je tisto, ker spet bom citiral prejšnjega predsednika Boruta Pahorja, ki je zelo lepo rekel, delovanje parlamenta ni samo mrtva črka na papirju, ki ona
po svoje razume, so vzance, je kultura, so vrednote. In včasih je težko razložiti, da ravno te neotipljive zadeve držijo skupaj neko skupnost, neke aparate, neke mehanizme, kot je demokratični mehanizem. In ključna vloga predsednika ali predsednice državnega zbora je dejansko skrbeti za delovanje te institucije, ne pa navijanje in pospeševanje postopkov samo v eni smeri. Ne. Druga stvar je pa ta popoln primitivizem, ne samo nje, tudi nekaterih drugih poslancev in poslank Svobode, ki so očitno na podlagi preteklih medijskih zadev, ki so jih gledali, dobili vtis, da je pač tako se dela v parlamentu, ne, ker nimajo izkušenj. Slišali smo jo, Peter, da je rekla glede seje, ne, o svojem delu in razprave več kot 10 urne, da ima preprosto preveč pametnejšega dela kot predsednica in kot poslanka, da bi bila zraven in da ji tudi ni treba trpeti tega. To je še svoj položaj, torej degradirala. Ja, in če dodam še k temu, še iz časa, ne, ko se je torej, ta predlog vložil, ne, ko se je postopek začel, je pa sama tudi rekla, da stoji za vsako izjavo, ne, stoji za vsakim svojim dejanjem, ne, da ne govorimo o tem, ne, da praktično tedensko spremljamo, mislim, da nimamo več časa, da bi vse njene, mislim, bi lahko že celo večer naredili samo iz njenih bizarnosti iz državnega zbora. Ne. Zdaj, če rečemo v kontekstu te zgodbe še besedo dve o akciji Urške Klakočar Zupančič in še enega poslanca Svobode, Martina Premka, to je pa ta, ki je zaslovel z izjavo, ne, da so po drugi svetovni vojni v jami končali samo kolaboranti z nacizmom. Tisti, ki so odgovorni za holokaust, ja, za 6 milijonov Judov in tako naprej. Ja. Zdaj zahtevata skupaj še enim poslancem Svobode umik tajnosti iz vojaških dokumentov oziroma orožarskih dokumentov sredi 90-ih. Seveda je tarča takratni obrambni minister Janez Janša. Tle spet, gre za materije, ne, ker nimajo blage veze, ker oni sploh spremljali, verjetno niso politike, razen v časih pred kampanjo, ko so kaj slišali in so slišali, da se govori o tem, o dokazih, da bi Janša trgoval z orožjem. Ne. SDS je predlagal že to. Obstajala je preiskovalna komisija, mislim, da je te dni tudi Kangler tweetnul, da je dobil v pogledu vse papirje in da ni čist nič. Sveda ni nobenih dokazov za Janšo, da tudi dokazov za Kučana ni kaj dosti. Ne. Skratka, spet gre za to, kot da je politika včeraj nastala. Za njih, ker nimajo zgodovine. Jaz se ob tem vprašam, eno to radovednost me muči glede tega, ne, ko poslanci Svobode pridejo s takim predlogom, kaj vidva mislite? So potem izrecno pohvaljeni strani Roberta Goloba za takšno potezo? Ne vem, koliko imajo stika sploh z njim. Jaz mislim, da to iščejo oni nek način, ne, kako bi se, zdaj se mi zdi, da pač... Kako bi roka, ki jih hrani, jih imela še raje? Težava je, ne, njih je bilo 41, dobro, zdaj jih je 40, ne, odkar so izključili Mojco Šetinc Pašek, ne, ampak zdaj po naslednjih volitvah je vsakomur, ki malo razume, jasno, da verjetno sicer Svoboda ne bo ravno izpadla iz parlamenta, da pa bistveno več kot 10 izmed teh 41 mesta na listi jih ne bo. Ne. Torej je ključno, ne, da ti nisi 38 ali pa konec koncev 25 ne, na listi, ampak da si pač v tisti top 10-terici, ne, če tako rečem. In se mi zdi, da pač iščejo in navajeni pa so bili, ne, se mi zdi to iz časa tega njihove formacije kot politike, ki se je zgodila tam nekje spomladi leta 2022, ko jih je Robert Golob iz vseh koncev in krajev nekako navlekel na listo, ne, da je edini način, oziroma najboljši način, kako prideš v dobro, ne, pri teh odločevalcih, da pač narediš neko dejanje antijanšizma. V bistvu neko pobalinstvo. Jaz evo, zdaj, ko si me izval s to idejo, ne, da gre za pol pozicije na listi, jaz jih takoj 5 naštejem, ki jim dobro kaže, v bistvu, ne, Lena Grgurevič, Žavbi, potem Premk, Klakočarjeva, ne, in Avšič Bogovič, mislim, da so varni. Sem par zadev te ne razumejo, ne, spet, da ne bo spremembe zakona v volitvah. Ne, to pomeni, da ne bo vzpostavljanja list, recimo znotraj enot, tako da če hočejo imeti pole position, bolj kot to nakladanje v nacionalni politiki, je bolj, da grejo domov in v svojem domačem kraju zrihtajo kako zadevo, kako stvari, ki v Ljubljani ležijo v predalih po raznih ministrstvih. Niti ne gre za to, da bi rabili milijone
Včasih je dovolj, da se zbrca nekoga na ministrstvu, da se neki postopki naprej premaknejo. In tisti, ki bi radi ponovili mandat, bi morali za svoj domači kraj malo poskrbeti. Jaz mislim, da je tukaj drug problem. Ne? Prvi problem je, da so vendarle politike toliko neuki, ne? Še vedno po 2-3 letih zgolj parlamenta. Mislim, da niti ne poznajo teh ustrojev ministrstev. Ne? In po drugi strani se mi zdi, da jim je dokaj, vsaj nekaterim, ne? Recimo konkretno, če se spomnimo na Tamaro Vonta, ne, za njen domači kraj bolj ali manj vseeno. Ne, ona je pravzaprav tam spodkopala tisto martinovanje, ne, ki je bil recimo en večjih dogodkov v tistem kraju Leskovec pri Krškem, ki je del njenega torej, domačega okraja. Ne. Jaz mislim, da tukaj bolj gre za to, da se treba dokaj jasno je nekako, kateri je tisti okraj, kjer Svoboda, recimo, čeprav Svoboda morda ima ravno tukaj nekoliko več tveganja, ker je neuveljavljena stranka, nima tako jasno razvite mreže, ne, medtem ko pri uveljavljenih strankah je dokaj jasno, kateri je prvi okraj v vsaki enoti, ki načeloma prvi da poslanca. Ne. Tako da mislim, da se tukaj bolj borijo za to, kdo bo v tistem okraju kandidiral, ne, ki je tisti ključen, da da poslanca. Ne vem, ali se motim. Ne, čisto možno. Torej, prišla nekakva dinamika tam znotraj stranke, ampak bistveno je to, ker si rekel, niso se niti naučili še politike in ne razumejo recimo teh parametrov. Ne? Ker jaz mislim, da ravno to za Svobodo ne bo jasno, kateri okraj. Mogoče se bo vedelo za 2-3, da so malo boljši, ker bodo tudi špice tam recimo lahko kandidirali. Ne? Za večino od teh je pa verjetno težko ugotoviti zadnji moment, ne? Ali je bolje biti v Šiški ali Fužinah ali tam ali drugam. Ne? Bolj pomembno bi bilo, če mene vprašaš, da bi ti 2 leti do konca izkoristili za to, da si zdaj izberejo svoj okraj, kjer so in tam naredijo neko osnovno bazo. To, kar vidva opisujeta, zdaj malo z distance, minutko 2 poslušam, v bistvu opisujeta v praksi negativno selekcijo v velikih slovenskih strankah. Ne, bolj, ko si radikalen, večje neumnosti, ko narediš naraščati možnost. Ampak to je samo stranke, to je stvar demokracije. Ker kaj je demokracija? Država mase. Ne? In masa nekaj časa jo drži lahko neka politična kultura pa družbena kultura, pol pa pride moment zdrsa v neko demagogijo. Potem pa ta del, o katerem si govoril ti, ne, da do zadnjega niti ne veš, kje boš kandidiral, pa pomeni potem plus še, ne, da se ne čutiš po izvolitvi nikomur odgovornega v resnici. Ja, ker tudi se ne veš, po katerem, oziroma čutiš se odgovornega, nekoga izbereš, da si mu hvaležen, da si dobil ta okraj na listi. In tle verjetno gre, kot si rekel, za to, da probajo vsaj priti v konec, bo rekel, pogleda v oči velikega šefa, v upanju, da na koncu bo zaradi tega naklonjen, ko se bo izbiralo nekako okraje. Ne? Ja, zanimiva mi je pa še ena zadeva, ne, ki jo gledamo. Ne, po eni strani, torej to, ne, volivci so nam dali mandat, mi zdaj lahko počnemo bolj ali manj kar hočemo, ker smo dobili mandat. Ne, in pa en vzorec sem opazil ta teden, ne, ko smo imeli pravzaprav več teh dogodkov. Ne, torej, najprej v ponedeljek nagovor predsednice, potem v torek razreševanje neuspešno Urške Klakočar Zupančič in potem v sredo interpelacijo zoper finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Ne. Vsi so nekako zavzeli neko, lahko bi rekli, neko moralno superiorno stališče, češ mi smo pa tako popolni in oni nasprotniki so tako nesposobni, nič vredni, ne vem, in frustrirani, da ne morejo zraven. Da pravzaprav nam sploh ni treba odgovarjati. Ne, mislim, da je Boštjančič na začetku podal nek odgovor, potem pa se tudi umaknil, podobno kot Urška Klakočar Zupančič in potem na koncu še nekako pavšalno še enkrat to povedal. Torej sploh nimamo več, torej pada nam ta demokratični nivo razprave, kjer bi se vsaj konkretno o konkretnih očitkih pogovarjali. Ne? In tukaj recimo, če gremo naprej na interpelacijo ministra Boštjančiča, so ti očitki zelo konkretni. Ne? Še sam je recimo omenil, ko je razlagal proračun, ne? Da se vsi proračunski porabniki nanj obračajo, če si našel 6,5 milijonov preveč za Litijsko, zakaj nam jemlješ 400 000 na tej postavki pa pol milijona tam, ne? Če ste našli 7 milijonov za računalnike, ne? Kako da potem ni tukaj 300 000 za neko te stvari, ne? Plus tega, da spet davčna reforma ni nikjer, slabšajo se pogoji recimo za SP, kjer spet vlada nekako bije ta boj, ne? In ne nazadnje, ne, se omenja tudi dobesedno pa tukaj že zelo korupcijska afera, ne, ko gre za prodajo športne loterije, kjer pa ne, lahko že govorimo pravzaprav o
milijončkih, ne, ki grejo te in one žepe. Se bom najprej na to navezal. Ne? Jaz bi si v bistvu želel reči, ne vem, za finančni minister velja praktično za drugega človeka v vladi, o predsedniku vlade in bi bilo nekako samoumevno reči, da na tako vidnem položaju nihče ni tako neumen, naiven, karkoli že hočeta, ne? Da bi direktno izrazil željo po nekem procentu oziroma proviziji, pa v bistvu v tem primeru tega ne morem popolnoma izključiti. Zakaj ne? Ker dobimo vsak dan ravno strani teh obrazov, Klakočar, Boštjančič in še kdo, nov dokaz, kako zelo jim je v bistvu zmaga na volitvah in oblast zmešala možgane v popolnosti. No, svetle je veliko vprašanje, predvsem to, ali bi on res zahteval 2 milijona za stranko, kdo je stranka, ali je bilo to samo za zamegliti situacijo, ne? Ja. To je veliko vprašanje, ki pa se bo preučevalo, kot razumem, je tle dosti akterjev, ki vejo vsaj, kaj je prišlo v tretjem koraku kot izjava po tistem sestanku. Možno je, da je gospodu Veznaverju malo zbežalo, ko je nekomu povedal, kako je potekal ta pogovor z svojim prijateljem, ker sta bila sošolca. Ja, minister je zaenkrat ostal na tem, da se poznata, ne? Da sta dobra prijatelja. Zelo dobra prijatelja. Tako da možno je, da se je malo sprostil tam, pa na ta način rekel, vprašanje je, kaj je v 2-3 korakih dalje prišlo. Veš, kaj se mi zdi bistveno? To, da še nikoli nismo imeli na mestu ministra za finance človeka, ki bi deloval najprej tako arogantno politično. Prva stvar, ministri za finance imajo večinoma za biti tiho, zaradi tega, ker je največje tveganje, ki obstaja, da bo njihova izjava v klipingu prišla v roke mednarodnih finančnih krogov. Glavna vloga finančnega ministra je, da skrbi za bonitetno oceno svoje države. Že za bankirje pravijo, dober bankir je tihi bankir. In to posebej velja recimo za finančne ministre v času sploh, ko je veliko tveganje na mednarodnih finančnih trgih. Tu odstotek obrestne mere gor dol se zelo hitro v milijonski teži. Zdaj praviš, ogromno govori in arogantno govori, ne? Tudi slišati je, da je zelo ambiciozen v smislu prevzemanja mandatarstva, ukolikor bi šlo kaj formalno narobe z Robertom Golobom. Druga stvar, ne? Kakorkoli on to pripisuje poslancem koalicije, kar je seveda smešno, je glavni eksekutor finančnega poseganja v računsko sodišče, v državni svet in tako naprej. Ne? Pa še tretja zadeva, vedno isti vzorec, ki si omenil računalnike ali pa Litijsko. 31. december in hitro se neki milijoni premikajo, ki niso namenski, krivi pa samo drugi. To je res napaka proračunske logike z vidika investicij. Jaz mislim, kaj je bil glavni problem tam pri nakupu Litijske. Glavni problem je, da je to sploh ministrstvo kupovalo. Zaradi tega, ker enostavno obstaja DSU, torej obstaja državno podjetje, ki je specializirano za take zadeve. In jaz ne razumem, da sploh še vedno imamo znotraj ministrstev sploh postopke nakupa nepremičnin in drugo, če že edino ministrstvo, ki ima usposobljeno ekipo, zato je Ministrstvo za javno upravo, ki je leto predtem celo imelo namen kupiti Litijsko za potrebe pravosodja in tako naprej. Tako da glavni problem tukaj je sistemski in pol pa pridejo še amaterji na ta sistem, kjer enostavno jim ne znese to nekako odpeljati. In ponavadi je res konc leta, kje bomo skurili denar. In tukaj, če se vrnem k temu, torej že nekaj časa nas opozarja, sploh pa pravzaprav vse proračune te vlade, raztrga fiskalni svet, ki pravi, da je pravzaprav ki opozarja na to preveliko porabo, spet recimo za prihodnje leto imamo predviden rekordni proračun in opozarja, in potem vlada reče, sej pa tega vsega ne bomo porabili. In glih to pravi, da je problem, ker potem se pa dogaja to, ker ne porabimo vsega, potem se najdejo ti milijoni, ki jih je treba 31. decembra nekam prerazporediti in porabiti. In to se mi zdi, da je ravno tisto, kjer bi finančni minister mogel biti tisti, ki bi to bremzal, ne pa da je pravzaprav on promotor in celo glavni akter tega. Ja, jaz mislim, da je ključno bi bilo tudi to, da bi znali bolj fleksibilno delati tudi s proračunom, ker jaz jih razumem. V začetku hočejo imeti vse v proračunu, tudi če je postavka 2 milijona, pa vejo, da stane 5. Ampak važno je, da je postavka, ker lažje je pol porabiti 5, z raznimi prerazporeditvami, kot pa na novo vključiti neko postavko. Jaz mislim, da bi morali te projekti dosti bolj živo teči in da bi morala obstajati neka fleksibilnost, da se tudi sredi leta, torej struktura samega proračuna kaj spremeni. Ker nemogoče je določene zadeve seveda ti lahko planiraš. Druge stvari pa morajo ostati tekoče, fleksibilno in tukaj je država zaradi sistemskih razlogov v velikem minusu. Poleg tega je pa ključna zadeva, da pri nas potem
zaradi amaterstva, ne, nimamo ljudi, ki bi sploh znali zakon pametno uporabljati. To vidimo recimo pri zakonu o javnih naročilih, ki ima ogromno možnosti, da ti res uporabiš najpametnejšo pot. Ne? Ampak večina teh se sploh ne upa, ker čim ne izberejo najbolj birokratsko zapletene poti, tvegajo, ne, da bodo končali ne vem, na KPK-ju, zaradi tega, ker so se odločili za nek hiter poseg. Ne? Zdaj proti koncu epizode mislim, da imamo dva taka simpatična odsvirka, tudi ne smrtno resna. Ne. Eno je relativno redko v bistvu izvemo, kaj naši europoslanci počnejo v Bruslju. Tokrat je Vladimir Prebilič opozoril nase. Začel je svoj nagovor, kjer opozarja na razmere v Srbiji, sploh ob tej tragediji v Novem Sadu, z nagovorom v srbščini, ki seveda ni uradni jezik Evropske unije, pa poglejmo, kaj se je zgodilo. I will speak in Serbian language, drage kolege. Usmrćeno je 15 nedužnih ljudi, a dvoje je teško povređeno. Ovo je izazvalo masovne proteste širom Srbije. You are not being interpreted, dear colleague. Sorry? You are not being interpreted. You need to speak a language in EU official language. I will say it in English. Zdaj, Sebastian, vem, da si poznavalec regije, da si tudi okrog po državah nekdanje Jugoslavije precej svetoval. Ne? Jaz bi ti nastavil eno žogo na 11 metrov, ko pa ti potem odloči, kaj boš naredil z njo. Ne? Meni osebno bizaren vidik tega dogajanja je, da so ga tako hitro prekinili, ker vsaj do nivoja, kar smo ga slišali govoriti, je to v bistvu identično, kot bi zvenelo v hrvaščini, ki pa je uradni jezik Evropske unije. Je pa politični razlog, da Hrvati tega niso hoteli prevajati. Ne? Je to zdaj ilustracija tega, s čimer se Bruselj večinoma ukvarja, se pravi s formo namesto z vsebino? Vse zanimivo je bilo to, kot si rekel, tako hitra reakcija. Ne? To pomeni, da je že prevajalec ali prevajalka, bom rekel... V bistvu samo ne bi smel reči, da je to srbščina. Tako, če bi začel govoriti, bi bilo mogoče drugače. Ne? Ampak jaz mislim, da je tle tudi dvoličnost velika, ne? Ker je dobro izpostavil, da ko se je govorilo v ukrajinščini, pa to recimo ni bila težava. Ne? Jaz sicer ne razumem, zakaj se je sploh odločil, da bi to govoril v srbščini, ki tudi ni, da bo rekel, govori perfektno neki srbsko, ne? Se vidi, kot da je Janez, ne? Tako da čisto janezovsko, bom rekel za Srbe, razumem sporočilo, razumem, da se je tudi, ker je vključen zdaj kot poročevalec za Srbijo, sploh odločil to temo nekako odpreti, pa tudi glede na to, da se ukvarjajo ves čas z mednarodnimi odnosi, z varnostno politiko, verjetno kar poznano te razmere, ampak kot sem rekel, ni da bi se lahko izkazal z neko perfektno srbščino in po drugi strani je pa vsaj hitro odreagiral. Jaz to razumem čisto kot dobro gesto, ki jo je želel nameniti opoziciji v Srbiji. Torej, to ni bila zdaj, da so Hrvati popenili, govori srbsko, to je za Vučića. Ravno kontra, on je podprl ljudi na ulici, ki rušijo Vučićev režim. Ne? Tako da, rekel, ne vem pa, zakaj je potem nadaljeval v angleščini, ker bi komot v slovenščini nadaljeval. Ne? Ja, zdaj, težko tudi rečemo, ne, če je Roberta Mecola malo težanka, verjetno niti ne ve, kako podobna ali različna je srbščina od hrvaščine, ne, tako da v tem kontekstu morda... Zanimivo, da je sam HDZ tam, neko poslanka HDZ je edina, pol nekaj skočila malo v luft, pa mogoče res brez razloga. In zdaj zadnja tema, ne, ta pa dejansko že v imenu Sandra Afrika, gre namreč, kdor ne ve, gre za pevko, turbo pevko iz Beograda, ne, oziroma iz Srbije. Namreč Slovenske železnice so imele novoletno zabavo, ne, ti si prej rekel v zvezi s proračunskimi porabniki in Boštjančičem, konec leta je, kam bomo še zagonili. Ne? Nekako tak vtis smo dobili tudi tu. Slišali smo skupni strošek zabave več kot 350.000 evrov, nekaj takega. Velika večina za to pevko, ne, ki nosi naslov nekako simbolno povezan s safarijem. Ne. Kaj si lahko mislimo o tem? Kolikor imam jaz informacije, spet, bom rekel, malo preveč trljivo, mogoče ven ta cifra. To je bilo nekaj tisoč ljudi tam in to je skupni strošek. 4.000 ljudi. No, 4.000 ljudi, pa zračunaj, prevoz, hrana, pijača, koncert, ne. Tako da mogoče se res malo preveč pompa dela iz tega. Jaz mislim, da so taki dogodki pomembni za nek kolektiv. Zdaj spet, govorimo o železnicah, ki je sistem zase, ki je en bolj socialističnih, sindikalno, da reči, vodenih sistemov, ampak tudi sicer. Jaz mislim, da so te novoletni dogodki pomembni nekako za kolektiv. Jaz ponovadi slišim pri majhnih podjetjih celo kontra zdaj, da se delavcem več niti na piknik ne da iti, ali pa da pridejo, se pokažejo in grejo celo iz takih dogodkov stran. Jaz sem
pred leti bil v vodstvu komunale in dogodek leta je bila vedno komunaljada. Ne? Mi smo par let kadrirali, tako da smo zmagali v fuzbalu eno leto. Ne? To so bile resne zadeve. Zdaj čujem, da so tudi komunaljade celo v hudi krizi. Ne? Da ni več tisto, da so celo leto imeli nekaj, za čimer so stremeli, delali, trenirali in se potem tam seveda povezali. In pride do nekega team buildinga. Tudi znesek, ki smo ga prebrali, ni nujno ravno najvišji v osončju državnih podjetij, ki se namenja to vrstnim novoletnim Jaz sem slišal, da je kakšna zavarovalnica državna precej več porablja. Ja. Bi pa jaz mogoče še eno poanto tu, govorili smo o Robertu Golobu pa Urški Klakočar Zupančič, precej turbofolka imamo mi že tako prisotnega, ne, se mi zdi. Pa s tem niti ne mislim na kakšno nacionalno označbo. Ne? Ja, mislim, jaz mi zdi na to, ne, če znamo, da je bilo 350 000 pa 4000 udeležencev, to je slabih 100 evrov nekje na posameznika. Ne, se mi je marsikdo danes razmišlja, zakaj bi šel na ta žur, zakaj ne bi jaz teh 100 evrov dobil kot božičnico plači. Ja, spet zakaj? Ker manjkajo tisto, kar sem prej rekel, te neotipljive zadeve med nami, to, kar dela v bistvu skupnost. Ne? In nam razpadajo že mikroskupnosti. En glavnih problemov zahodnega sveta je ta razbitost na čisto individualnost, zaradi katere pa zdaj prihaja do kontraefekta, ne? Da imamo pa zdaj radikalni fundamentalizem pa kot odgovor na to razbitost. In enostavno smo v času, kot sem rekel, ko je cel zahodni svet v nekem kaosu, Slovenija je samo del tega, imamo tam še ta dodaten problem, da imamo v kaosu še slabše voditelji kot kakšne druge države. No. Sebastian, hvala za izjemno iskrivo in dinamično debato. Teh 50 minut je minilo kot blisk. Ne? Ja, in lahko rečemo celo, če smo zaključili z božično novoletno zabavo slovenskih železnic, ne, da je pravzaprav ta epizoda tudi zadnja redna letošnja epizoda tedenskega safarija. Ne. Smo pravzaprav tik pred koncem leta, ne, ko nas pravzaprav prihodnja 2 tedna čakata 2 posebni epizodi z Aljušem Pretinačem. Bova analizirala torej celotno leto 2024, tako da bo to nekoliko drugačna epizoda, ne tedenska, ampak letna. Potem pa se seveda po novem letu znova vračamo s klasičnimi epizodami tedenskega safarija, zato le ne zamudite, tudi naročite se na kanal, če se še niste, in seveda nas posledite tudi na naših socialnih omrežjih. Predvsem pa uživajte, se posvetite tistim, ki so vam najbližje, pa kaj dobrega pojejte in popite. Tako da blagoslovljen Božič, vse dobro v novem letu in se gledamo še naprej. Nasvidenje.